zrihtati, pa malo nas Aha, padli. pa vse itak nisi Včeraj smo napadli pritličje, Ja. smo izbili okno in danes je preteklo. Javlja, ampak mislim, lahko bi pa tudi iz vaše smeri, evo, Maljevca. Maljevca. Lahko. Ja. Pa tu ali jo pripeljem sem? Po mojem, da pride, da je čim več širši kader, da imam folk od zadaj, pa to super. Teče? Dobro. Evo pa še letošnje sklepno dejanje, letošnje parade ponosa. Zelo konkretna zahteve, vsako leto znova, letos mogoče malček širši mednarodni kontekst. Kaj je prvo sporočilo po letošnjih 20 dogodkih, 9 dnevih, skratka vsemu, kar ste naredili? Glavno sporočilo je to, da kljub temu, da smo tudi v zadnjem letu videli dva zelo pomembna koraka na področju pravic LGBTIQ+ oseb. Konkretno govorimo o spremembi družinskega zakonika, ki zdaj govori o tem, da se lahko LGBTIQ+ osebe oziroma istospolni pari tudi uradno poročimo in sklenemo poroko, da lahko pod istimi pogoji pristopimo tudi v postopek posvojitve in konkretno tudi to, da je bilo odpravljeno, da homoseksualni moški ne bi smeli darovati krvi. Se pravi, to so bili eni pomembni koraki v zadnjem letu. Žal pa je realnost taka, tudi danes in včeraj smo videli, da se LGBTIQ+ osebe še vedno soočamo z veliko nasilja, z veliko nestrpnosti, homofobije, transfobije, bifobije, interfobije in tako dalje. Konkretno govorimo o tem, da je včeraj po noči lokal Pritličje, ki je izobesil mavrično zastavo, bil napaden, razbili so jim šipo. Potem danes, žal, nedolgo tega nazaj, pogovarjamo se o dobre pol ure nazaj, so mlado osebo, ki je nosila mavrično zastavo v centru, tukaj blizu nas v centru Ljubljane, skupina 6 huliganov, homofobov, jo je pretepla, recimo. Ne? In to je situacija, to je neko to nasprotje med tem, da tudi če vidimo neke pravne premike naprej, da po drugi strani vidimo, da v družbi ni narejeno dovolj za to, da do tega nasilja in do te nestrpnosti ne bi prihajalo. Zato pozivamo, kot ste rekli, vedno znova, da je potrebno delati na tem. In imamo zahteve, konkretne pravne zadeve, ki še niso rešene v Sloveniji. Recimo konkretno v Sloveniji še vedno ni urejeno pravno priznanje spola na podlagi samoidentifikacije, kar pomeni, da lahko oseba gre v proceduralni pravni postopek, potrdi svoj spol, brez da bi morala pridobiti medicinsko diagnozo, recimo za to. Po drugi strani še vedno v Sloveniji se premalo ve o tem in dejansko so dopuščene zelo krute operacije na interspolnih dojenčkih in otrocih, ki bi absolutno morale biti prepovedane. O tem govori tako Evropski parlament, Združeni narodi in pač temu bi morala tudi Slovenija slediti. In ne nazadnje imamo tu še en cel spekter drugih področji, kot je recimo dostop do biomedicinske oploditve, za samske ženske, za lezbične pare, ampak predvsem tista stvar, ki bi jo jaz zdaj rada izpostavila, glede na to, kaj se nam je zgodilo zdaj nekaj minut nazaj, da res pozivam vse pristojne v tej državi, naj začnejo sistematično delati na tem, da lahko o LGBTIQ+ temah se pogovarjamo, da lahko se o tem pogovarjamo z mladimi, da lahko usposobimo za naslavljanje teh tem in boju proti nasilju tudi šole, naše učitelje, učiteljice, druge institucije, zdravstven sistem, se pravi osnovo, za to, da bomo lahko gradili bolj strpno, vključujočo, nediskriminatorno in predvsem nenasilno družbo.
Pa še mogoče o samem dogodku, kakšna je udeležba običajno, koliko udeležencev pričakujete? Zdaj, dogodek sam po sebi, predvsem zato, ker je letos res parada namenjena tudi mednarodni solidarnosti. Pogledano na to, kar se z LGBTIQ+ osebami in skupnostmi dogaja po svetu, ima zares veliko tujih gostov in gosti. Tudi mi, kot organizatorji festivala, zadnjih 9 dni smo pripeljali sem več kot 60, 70, 75 oseb iz tujine, kar je velik dosežek, še na nek način popestri to celopisano dogajanje. Tudi iz regije prihajajo ljudje, da nas podprejo. Mi uradno vedno organiziramo shod in rečemo skromno bo 500 ljudi, ampak potem na koncu vidimo, da se res iz ulice, v povorko, na politični program, na koncerte pridružijo res velike število ljudi, tako da upamo vsaj na 5000. Odlično, samo še za tiste, ki bodo rezali ime, priimek s funkcijo, da bo pravilno. Simona Muršec, predsednica Društva Parada ponosa. Simona, najlepša hvala. Sva? Ja, torej, gospod minister, tudi z vašega kabineta je prišlo zelo močno sporočilo, ne samo, da tako kot drugi izobešajo zastave, naredili ste tudi javno, bom rekla, priznanje, ne? Je to korak naprej, absolutno, zakaj ste se za to potezo odločili, pa tudi kaj je vaše sporočilo ob tej letošnjem shodu? Ja, LGBT skupnost je skupnost, ki me spremlja že zadnjih 20 let. V preteklih dnevih sem razmišljal, katera je bila tista prva parada, ki sem se udeležil. Mislim, da je to leto 2004. 2005 pa sem že pomagal pri organizaciji. Današnji dogodki v pritličju so tudi pokazali, da so to vrste manifestacije še kako potrebne in da je vsaka podpora še kako potrebna. Pa še mogoče samo ta mednarodni kontekst, ne, da je treba v bistvu boj razširiti še onstran meja? Zagotovo. V Sloveniji smo lansko leto naredili en velik korak naprej s sprejemom družinskega zakonika. Smo prva država v regiji s to vrstno zakonodajo. V okviru Parade ponosa je bil organiziran tudi dogodek, kjer smo se pogovarjali o mednarodnem sodelovanju, tako da mednarodno sodelovanje na področju človekovih pravic je nujno. Hvala, odlično. Se vidimo, ne, ker se bomo itak... Sam šteljamo radimo na to dikcijo, prvi minister, ki ne skriva svoje izkušnje. Ja, jaz bom šel... Ker ni prvi. Direktno, ni, pač. Sploh pa gremo v Katerini. Ja. Če verjetno koga pred tem, ki pa je zelo uspešen, bil bolj uspešen pri tem, da pač skrije, ker ne vem, zakaj. Ja, to ni prvi, ker sploh oni bil aktivista, nisem gej. Ja, to je torej Parada ponosa in vsako leto nosi neko močno sporočilo. Kaj bi bila tista prva zahteva, zakaj se danes tukaj? Vaša zahteva? Moja zahteva je, zakaj sem tu, zato, da sem lahko tukaj sam. Brez upravičil, brez strahu. To je moj glavni cilj in glavna naloga za naprej. To je to. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospa predsednica, oder je vaš. Ja, en lep dober dan vsem skupaj. Najlepša hvala za povabilo. V veliko čast in veselje mi je, da vas lahko kot prva predsednica Republike Slovenije nagovorim danes na Paradi prenosa. Zdaj imam pa en ful resen speech, ampak ne tako. Boste malo morali pazljivo poslušati, ampak mislim, da vam bo všeč. Spoštovane udeleženke, udeleženci Parade ponosa, izjemno čast mi je, da vas lahko nagovorim in izrazim svojo podporo do LGBTIQ+ skupnosti ter vseh tistih, ki se borite za pravice in enakost. Parada ponosa je več kot le barvit dogodek in mavrične zastave. Je izraz zavzemanja za človekovo dostojanstvo. Je protest z jasnim sporočilom, da je vsak človek, ne glede na svojo spolno usmerjenost, spolno identiteto ali spolni izraz, vreden spoštovanja, ljubezni in enake obravnave. Je glasen odziv na diskriminacijo, nasilje in predsodke, s katerimi se LGBTIQ+ skupnost
žal še vedno sooča. Ideja parade ponosa nas spodbuja, da se postavimo po robu homofobiji, transfobiji, interfobiji in vsem oblikam nestrpnosti. Kot poroča Evropska komisija, se LGBTIQ+ osebe še vedno ne počutijo varne na javnih mestih, na delovnem mestu ne dobijo priložnosti kot vsi ostali, v šoli skrivajo, kdo so, se soočajo z diskriminacijo v vsakdanjem življenju, pri dostopu do zdravstvenih storitev in nimajo možnosti do pravnega priznanja spola na podlagi samoidentifikacije. Diskriminacija oseb LGBTIQ+ je v nasprotju z našimi temeljnimi vrednotami in vrednotami Evropske unije. Današnja parada tako združuje ljudi. Danes smo se tukaj zbrale v podporo in pozivu k mednarodni solidarnosti, vzajemni podpori in skupnemu boju za človekovo dostojanstvo povsod po svetu za vse, pod sloganom Več skupnosti, en boj. Veste, ponos je močno čustvo, ki lahko spodbudi pozitivne spremembe. Ko ljudje stopijo na ulice s ponosom in samozavestjo, kažejo ostalim, da je sprejemanje ključnega pomena in da je ljubezen tisto gibalo, ki nas bogati in dela boljše, dobre, plemenite. Ljubezen nima nalepk, nima razlag. Je, kar je čista in preprosta. Ljubezen je voda življenja. Danes tako stojim tu, da vsem dobrim ljudem izrazim svojo podporo in solidarnost. Ne smemo se bati stati ob boku tistih, ki se borijo za svoje pravice. Skupaj gradimo mostove, ki premagujejo razlike in povezujejo srca. Parada ponosa pa je poleg praznovanja dosežkov in premikanja mej seveda tudi priložnost za spodbujanje sprememb v družbi in tako opomin, da je še vedno potrebno opraviti veliko dela, da bi zagotovili enakost za vse. Ob tem želim izpostaviti potrebo po zaščiti najranljivejših skupin, ki v Sloveniji iščejo in prosijo za mednarodno zaščito, tudi iz skupnosti LGBTIQ+, opozoriti želim na obravnavo interspolnih otrok v Sloveniji in na nujnost vključujoče šole in delovna okolja. Še malo imam. Vsakdo ima pravico do spoštovanja telesne in duševne celovitosti. V zadnjem desetletju se je glede vidikov varstva človekovih pravic, ki jih je potrebno upoštevati in spoštovati v zvezi z vprašanjem izvajanja medicinskih postopkov pri interspolnih osebah izoblikovalo jasno stališče tudi mednarodnih organov za varstvo človekovih pravic. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je pozvala k prepovedi medicinsko nepotrebnih operacij brez informiranega soglasja otrok. Vsi tovrstni posegi, razen ko je življenje otroka neposredno ogroženo, naj se odložijo, dokler otrok ne bo mogel sodelovati pri odločitvi, ter poziva, da naj bo vsem interspolnim osebam zagotovljena zdravstvena oskrba, ki jo bo nudil multidisciplinarni tim. Hvala. Tudi Evropski parlament države članice poziva k sprejemu ukrepov z področja pravic interspolnih oseb. Zato tudi z mojega mesta poziv državnim institucijam za implementacijo že posredovanih priporočil zagovornika enakih možnosti, ki je tu med nami. Miha, živjo. Skratka, zagovornik enakih možnosti je za depatologizacijo transspolnosti, tudi glede sprememb postopka pravnega priznanja spola, saj je Svetovna zdravstvena organizacija leta 2019 sprejela revizijo mednarodne klasifikacije bolezni, po kateri transspolnost ni več duševna motnja. Potrebno je zagotoviti, da transspolne osebe, vključno z otroki, ne bodo označene kot duševno bolne, hkrati pa zagotoviti dostop do potrebne zdravstvene oskrbe brez stigmatizacije.
strah in zastraševanje, ki sta rezultat dejanj sovraštva in sovražnega govora, osebam iz LGBTIQ+ skupnosti preprečujeta polno udeležbo v družbi, tudi na škodo družbe. Zato pozdravljam tudi letošnjo spremembo kazenskega zakonika, po kateri se nagib za storitev kaznivega dejanja, kot je poleg drugih osebnih okoliščin spolna usmerjenost, upošteva kot oteževalna okoliščina pri določitvi kazni za storilca kaznivega dejanja. Danes obsojam tudi včerajšnji napad na pritličje, kot tudi današnji napad na mlajšo udeleženko parade. Nasilje nikoli ni bilo in ne bo rešitev. Takšna dejanja so nedopustna. Na paradi ponosa torej ne gre le za LGBTIQ+ skupnost, gre za vse nas, ki verjamemo v enakost in spoštovanje ljudi. Gre za našo skupno odgovornost, da ustvarimo svet, v katerem se vsak človek počuti sprejetega in ljubljenega. In za konec, parada ponosa tako ni le enodnevni dogodek ali enotedenska aktivnost, ampak odsev boja za svobodo, enakost in človekove pravice. Verjamem, da je naša skupna dolžnost, da ustvarimo varno in vključujočo družbo za vse, doma, v šolah, v delovnih okoljih in povsod drugod. Vedno znova je potrebno poudarjati pomen vzgoje in izobraževanja, saj verjamem, da sta ključna za spreminjanje predsodkov in zagotavljanje strpnosti in solidarnosti. Naj nas vsak korak na paradi ponosa spodbudi k razmisleku in dejanjem za boljši jutri, ker bo vsaka oseba živela brez strahu, kajti človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati in to je dolžnost naše celotne skupnosti. Naj bo ponos naš vodnik in naj bo naša enotnost glas strpnosti in spoštovanja, ki doseže vsako srce. Bodimo pripadnice, pripadniki odgovornosti, razumevanja in sočutja, ne samo danes, ampak vsak dan. In še stavek za konec. Veste, tako kot vi ne gledate v spalnice drugih, naj tudi drugi ne gledajo v vaše. Hvala lepa. Rekla pekla. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospa predsednica. Vsem odločevalcem pa naj beseda mesto postane. Podpora naših izvoljenih predstavnic in predstavnikov je seveda